Okay. Tukaj v Cankarjevem domu smo se zbrali ta večer. V čast mi je, da sem z vami, zelo mi v veselje, da delim to znanje z vami. Današnja tema akaški zapisi, vpogled v akaške zapise. Spoznajmo svojo dušo z vpogledom v akaške zapise. Kaj je duša? Vam ne bom razlagala na dolgo in široko. Če vam je kdo pri duši, potem veste, da duša obstaja. Kaj so pa to akaški zapisi in kako do tja prideš, vam bom pa poskusila na tak način razložiti, da boste vsi razumeli in na koncu boste rekli, aha, a to je to. Naj vam povem, da ko sem jaz odkrila pred parimi leti, ni dolgo tega, mislim, da je 4 ali 5 let, to tematiko, sem doživljala eno veliko stresno obdobje, ker nisem znala, nisem mogla pomagati nekomu, ki mi je bil zelo blizu, pri duši. Takrat sem v kontemplaciji, to je stanje podobno meditaciji, prosila moje vodnike, kogar hočete, angela, varuha, moje učitelje modrosti, naj mi pomagajo, da jaz lahko pomagam. In takrat je prišel učitelj do mene, ki me je naučil akaških zapisov. Tako da, kako bi rekel, situacija je taka, da včasih se moramo ljudje res znajdati v eni težki situaciji, v eni krizi, da prosimo za pomoč in da nam je pomoč dana. Jaz bi vam tukaj polagala roko na srce, ne čakati, da vam bo hudo v življenju. Vedno proste, da bi vam bilo še boljše. In preden gremo v akaške zapise, ker je to tematika, ki je največ in z mojega stališča, kako jo jaz študiram, ne pa edina, uporabljena v sanskrtu, se pravi, to je, bi se reklo, v Vedah, svetih spisih z terena Indije in določenih predelov Tibeta. Od tistih predelov uporabljamo tudi besede čakre, aura, mantre in z tega konteksta, če hočemo razumeti našo dušo in da je naša duša večna, uporabljamo termin reinkarnacija, kar pomeni reinkarne, da gre duša ponovno iz telesa v drugo telo, ko zapusti eno telo, ko fizično telo umre, duša nekaj časa preživlja, bi se rekli v navednicah, trenutke, ko predeluje, kar je naredila in se pripravlja na novo življenje, da se spet nekje. V tistem svetu, bi se reklo, temu rečemo tudi akaš, in akaški zapisi so baza podatkov na eterični ravni, kjer je shranjeno vse, o vseh inkarnacijah, o vseh življenjih za nazaj, do zdajle. In tudi ni pa to napisana prihodnost za naprej, ker mi moramo vedeti, da usoda ni nikoli determinirana, ko bi bila v kamen vklesana. Prosim, če vam bo kdo rekel, da ti vse vnaprej določeno, ti ni. Se pravi, obstaja določena predusoda, s katero se rodiš, se pravi, se rodiš s takimi kvalitetami, ne vem, ena se rodi lepa ko manekenka, druga se ne rodi lepa ko manekenka in tista, ki se rodi lepa, je lahko manekenka, druga pa ne more biti, ker so taki standardi. Se pravi, tu je predusoda, bi se rekli. Ampak akaški zapisi so baza podatkov, ki ne poznajo časa, kraja in prostora. In kako prideš v stanje, kjer ni časa, kraja in prostora? Preprosto. Jaz vam bom tako povedala, vi ste tam že bili, jaz sem tam že bila, brez da bi me kdorkoli učil, brez da bi karkoli se načitala iz knjig, brez da bi sploh rabila kakega učitelja. In vam bom čisto po domače razložila takole. A ste vsi, ne vem, če ste vsi starši, verjetno po večini ste imeli otroke, imate izkušnje z dojenčki, če pač nimate izkušenj z dojenčki, si pač to predstavljate, kako to izgleda.
Se pravi, če zavrtiš spomin nazaj, ko si imel majhnega otroka ali pa si bil v stiku z majhnim novorojenčkom, se spomniš, ko je zaspal. In recimo jaz kot mamica sem opazovala to detece in sem klicala mojega partnerja, se ga pred pogledat, le kako lepo spančka, nekaj lepega sanja, poglej, ko da vidi angelčke, tak blažen izraz ima na obrazu. In takrat, wow, vse je res, je rekel, mogoče, a ste doživeli kdaj tak trenutek? Ja, ste, a ne? Se pravi, da otrok, ko zaspi, nekaj trza, z obrazom ali pa obrača oči, dobesedno prav čutiš, kako je on odplaval nekam drugam, v nek drug svet. Zdaj vas bom pa še eno drugo reč vprašala, a imate stik s starejšim človekom, s kakim s tako starejšo osebo, recimo 80-90 let? Ok, če nimate, si pa to predstavljate. Se pravi, jaz sem imela babico, ki je tudi dočakala 82 let starosti in zelo mi je ta blizu energija, kako funkcionira človek, ko je tik pred tem, da bo šel z tega sveta. Mimogrede, ne vam povem, zelo je pomagala to moja teorija, ki sem rekla, nič se na sikeris, itak telo gre tam, veš, pol duša nekaj spet rodi, ali je se tako, ja, in je bila čisto sproščena. No, to je taka zelo priljubljena teorija o reinkarnaciji, ki jaz to sveto verjamem in tako naprej. In to sem vam hotela povedati, ko ste bili priča babici, recimo, ali pa detku, starejša oseba, a ste ga kdaj začutili v nekem stanju, ko ga nekaj vprašaš in kar nekam odplava. Se me sploh ne slišiš, kaj si rekla? V bistvu ga ni bilo tle. Ok, se pravi, to sta in zakaj sem navela primer otroka in starejšega človeka? Zato, ker so majhni novorojenčki, otroci, prišli iz tistega sveta, se pravi sveta domovanja duše in so še zelo blizu in tudi dosti ur prespijo, dosti se vračajo v tisti dom, tam je njihova rehabilitacija. In potem so starejši ljudje, ko jih, bi se reklo, življenje v navednicah pripravlja, da bojo oni zapustili ta fizični svet in odšli v tist svet, ker se bojo spet kot duše malo odpočili, pripravili na naslednje življenje in se potem spet inkarnirali. Se pravi, z tega stališča se detki in babice s svojimi vnuki tudi dobro razumejo. Pravimo, da oni grejo v tisti svet, od kjer so ti otroci še glihkar prišli. In to je tisti svet Akaš, bi se reklo. Beseda Akaš pomeni, ali pa Akaša pomeni, ne vem, ne znam vam točno v eni besedi povedati, kaj to pomeni, ampak najbližja beseda, ki bi to prevajala, je eter, čeprav ni eter. To je v bistvu nebo, nebesa, eter, kakorkoli hočete, to je svet, kjer je na eterični ravni, to ni na fizičnem nivoju. In akaški zapisi, se pravi, če so Akaša, bi se reklo mesto, bi bili akaški zapisi knjižnica. Knjižnica, kjer najdeš knjigo o svoji duši. Če se zdi komu neverjetno, kako je možno, da je na neki eterični bazi vse zapisano, in se mu zdi ta tematika še malo čudna, nesprejemljiva, znanstvena fantastika, potem naj poskuša se vživeti v stanje svoje babice in naj, verjetno moje več ni, jaz ne vem, kako bi moji babici razložila, da bom jaz čez nekaj let, za časa mojega življenja, že imela tak pameten telefon in se pogovarjala nadaljavo, da bom imela
kaj pa vem, a vidite, zdajle, vse to je tehnologija in se je našim babicam zdelo nepojemljivo, nedojemljivo, da bomo vse to uporabljali, a ne, bi se rekel, vse te touchscreen tehnološke dosežke. In tako se pač tudi marsikomu, da obstaja baza podatkov na eterični ravni, ne zdi čist logična in sprejemljiva. Ampak s časoma bo to vedno le bolj postalo ljudem domače. Se pravi, obstajajo svetovi. Če govorimo, da naše fizično delovanje zajema naš tridimenzionalni obstoj, se pravi širina, višina, globina, ne, to je naše fizično telo, obstaja svet akaških zapisov, ki je nad 5. dimenzijo, ne. Se pravi, prva dimenzija je samo točka v prostoru, 2D je list papirja, se pravi 2D, ne? 3D sem jaz, moje fizično telo, 4D je zraven čas, ne? 5D je svet akaških zapisov, ampak ta svet ne pozna kraja, časa in prostora, potem je 6. dimenzija, 7., 8., tja do 10. Na 10. dimenziji si eno z Bogom. To se nam spet ne zdi pojemljivo, mogoče, če ti rečem, da tista zvezda, ali pa če si kaj prebral, da tista zvezda tam gor je že zdavnaj ugasnjena, ker je od tebe oddaljena 300 svetlobnih let, se ti mogoče tudi ne zdi čisto jasno, kako je to možno. Ampak dejansko to je, a ne? Z tega stališča. Zdaj, kdo lahko vstopa v svet akaš, kaj je duša? Se pravi, duša, jaz vam bom tako rekla, dušo že itak uporabljate v vseh pesmih, vseh teh romantičnih izrazih, da vam je nekdo pri duši. Duša zajema 3 vidike v sanskrtu in to je sat, čit, ananda. Se pravi, sat vidik duše je pri srcu, čit vidik duše je intuicija, se pravi povezano s 3. očesom, in ananda vidik duše bi bilo po naše višji jaz ali pa tisti vidik duše, preko katerega vstopaš v svet akaše. Se pravi, če te je nekdo pri duši, te je nekdo pri srcu, temu rečemo, da je sat vidik duše. Kakšna je sestava duše, z kakšnega materiala je duša? A se komu to sploh sanja? Se pravi, ti moraš vedeti, se pravi, če hodiš, recimo, če poročuješ svoje fizično telo, vemo, da ima določene sestave, kakor so zemeljske sestave, se pravi, so naše fizično telo, se pravi, pomislimo na zobe, kosti, imajo kalcij, železo imamo v krvi, v hemoglobinu. Mi imamo pač, naše fizično telo je sestavljeno dobesedno z elementov, ki jih dobimo v naravi. A je tako? Ne? Okej, razen če nima kdo kaj plastičnega, kaj silikona. Aha, kdo? Jaz nimam nič silikona na sebi. Okej, se pravi, vse, kar imam, je z narave, mogoče kakšna plombica. Ja, tudi to je z narave. So nam še dajali včasih take svinčene plombe v zobe. Se pravi, če je naše fizično telo dobesedno iz gradbenega materiala narave, s čem se je pa pol duša sestavljena? Ja, dobro, kakšna energija? To smo že? Pa se ne bom mučila, ni za oceno. Vam kar povem po domače. A ste vsi slišali za čakre? A vsi verjamete, da imate čakre? Okej, jaz tudi. Se pravi, vsi so vam povedali, da imaš neke čakre, pa vsi bi ti neke čakre naštelali, pa vsi bi ti prodajali kremo za čakre, se pravi, mimogrede, imejte zdravo pamet pa premislite. Ampak s česa je sestavljena duša? Po domače povedano, tvoja duša je sestavljena z istega materiala kot moja. Se pravi, vaša hrbtenica, vaša, njegova, je sestavljena z isto kot moja. Nimava pa identične hrbtenice. Se pravi, njegova, njena duša je sestavljena identično kot moja, ampak nimava enake duše. Razlika je v proporcijah, to vam povedala. In sestava duše je dobesedno energijska vrednost čakr ali energijskih centrov. To je cela umetnost. Tega vam ni še nikoli nihče povedal. Okej, pa vsi vam govorijo o auri, pa o čakrah, pa prodajajo kremo za čakre, mimogrede ne kupovati. Pa vsi bi vam naštelali čakre, ampak jaz nikomur ne štelam nobenih čaker. Zato, ker zame si popoln tak, ko si. A si predstavljaš, da bi prišel nekdo, da bi mi rekel, da imam jaz prekratke noge, pa bi mi hotel malo raztegniti? Kaj bi bilo?
škoda bi mi naredil, ali pa bi rekel, da sem premehna, pa bi me hotel malo raztegniti, ali pa se pravi ne tega početi. Se pravi, sestava, čist logika, so energijski centri in mi jih uporabljamo 8, čeprav jih je 7 na našem fizičnem telesu. Zdaj, kako vstopaš v svet akaških zapisov in kdo lahko vstopa. Dejansko obstajajo ljudje, ki ne morejo dostopati. Ne morejo. So določeni ljudje, in preprosto ti ljudje nimajo povezave z božanskim virom, so jo prekinili. Boste rekli, zakaj so jo prekinili? Odgovor je preprost. Zaradi preveč napačnih odločitev v svojem življenju. Kaj pa so to napačne odločitve? Mogoče bi bilo za gospoda narobe, če bi šel za frizerja, zame bi bilo pa narobe, če bi šla za avtomehanika. Se pravi, ni, kar je dobra odločitev za nekoga, za drugega ni. Če je za gospo v redu, da je poročena z XY, če bi bila jaz z njim poročena, ne bi bilo v redu, če bi se jih zamenjale. A je tako? Se pravi, en poklic pa še enemu, en partner pa še enemu, ena služba pa še enemu, kar je dobro za enega je v redu, da živi na mestu, za drugega na obrobju mesta, za tretjega na podeželju in tako naprej. Se pravi, če se nekdo nekaj odloči, je to lahko za njega dobro ali ne in ni splošnega pravila. Sicer obstajajo splošna pravila, kaj je za nas dobro ali ne, in to je tistih, bi se reklo, 5, kakor v cerkvi so nas učili, ne kradi, ne laži, ne preče pokriven, to je tako za vse narobe odločitev. In v kontekstu Sajbabet, kako sanskrta, je mir, resnica, pravilno delovanje, in tako naprej. Se pravi, so določena pravila, ki so za nas vse v redu, ali pa če kršimo, to je vse slabo. Je pa, bi se reklo, določene stvari mora pa vsak pri sebi vedeti, kaj je za njega dobro, kaj ne. Samo trenutek. Ko vam ljudje govorijo, kaj je za vas dobro, vam hoče vsiliti nekaj. In v tem primeru, ko zelo poslušaš druge in čim manj sebe in se zelo prilagajaš, se lahko zelo oddališ od sebe, od svojega bistva. Zato sem jaz zmerom zato, da vsak človek se nauči misliti s svojo glavo, čutiti s svojim srcem. Včasih so starši načrtovali poroke svojim otrokom, pa se to je nezaslišno, če se predstavljate. O dimenzijah obstoja smo povedali, se pravi, svet akaških zapisov je svet nad 5. dimenzijo. Ko hočem nekoga nekaj naučiti, je tlele zelo pomembno, da je odprt kanal, da ima stik sam s sabo, da je resničen. Se pravi, da ni toliko zelo prilagojen enim situacijam, da on ne bi bil več on, da ne bi bil več jaz. Da čuti, da je povezan z višjimi nivoji. To ne rabiš nobenih, ne vem, bi reklo, molitev, manter, meditacij, prošenj, ampak preprosto, da verjameš, da si v stiku s tvojo dušo in da obstaja nek božanski svet. Ti si dejansko že zmerom povezan. Po noč, kadar greš spat, ko sanjaš, si povezan s svetom akaških zapisov. Tudi če ti ni noben naučil, ti ne rabiš vedeti. Kako ne rabiš vedeti, če ješ normalno hrano, zdravo hrano, ti dobiš vitamine, minerale, pa ne rabiš vedeti, kakšne vrste vitamini so v jabolku, za razlike od pomaranče ali pa banane. Ni ti nujno vedeti, važno, da ješ vse tako. Važno, da ti se odpočiješ in da si v stiku.
Se pravi, kdo lahko dostopa do akaških zapisov? Tisti, ki ni preveč skrenil s poti, ki ni preveč lutka v rokah drugih. Jaz nočem, da bi bil kdorkoli, da bi prišel k meni, bi se reklo, da bi jaz vse delala za njega. Jaz učim njega, da on dela sam. In zmerom sem za to. Kako dostopimo do akaških zapisov? To se ti lahko zgodi spontano, kadar spiš, kadar si umirjen na plaži, se pravi, kadar se počutiš, včasih se počutiš rahlo pijan, utrgan, zadet, če hočete tako od kuku, stari ljudje ali pa otroci, ko toliko pade noter v eno igro, da ga kličeš in te nas sliši, ali pa tukaj je zelo povezan, nekaj ga vodi, se pravi, tudi če se igra z Lego kockami ali pa s kakršnim koli gradi z peska, on tukaj pade noter, da dobesedno ne vidi, kaj je levo, desno, ustvarja, dela svoj grad. Ko delam v akaških zapisih, dobim na ta način vodenje, kam peljem svoje življenje. Ne vem, namesto da bi bila v pesku pa gradila grad, dobim navodila za novo knjigo, če se razumemo, ali pa da spremenim lokacijo, da začnem razmišljati, ali pa da si kupim vikend nekje drugje, ker me recimo mesto izčrpava, da grem na podeželje. Dobiš nekaj uporabnega zase. Kako dostopimo tja, smo rekli, jaz vam bom, na koncu boste pustili svoje kontakte, vam bom dala v MP3 obliki meditacijo z invokacijo dostopa do akaških zapisov. Vi boste to poslušali, kratko, jedrnato je, in pol se sprostili. In pol pustite primer. Zadeva bo sama delovala zase, če ne boste lutka v rokah drugih, da vam bojo drugi zelo vsiljevali preveč druge energijske principe, potem se vam bo ta svet začel odpirati. Zdaj vam bom na kratko povedala, kako izgledajo ljudje, ki pridejo k meni, ki delajo celoletni tečaj. Recimo, celo leto se učijo brati svoje zgodbe v akaških zapisih, spoznavati svojo dušo in dušo drugih, da to znajo za hobi ali pa za honorar ali pa za kakor pač želijo, za kariero, za službo. Kako izgledajo ljudje? Če so pred mano že bili na vseh možnih, bi se reklo, predavanje nima takega vpliva, ampak na vseh možnih tečajih, šolanjih, so oni toliko nafilani z vsem, da preprosto ne morejo slediti temu, kar jim jaz. In kaj se zgodi, recimo, kaj se zgodi, če nalijem v kozarec vodo, se pravi, kaj se zgodi? Kozarec ima določeno kapaciteto, in če še vedno nalivam, voda gre čez. In tako ljudje ne zmorejo več spraviti noter, bi se reklo, modrost, ki je za njihovo dušo. Jaz sem mogla opustiti druge stvari, da sem se lahko prepustila samo akaškim zapisom. Preprosto sem mogla odpustiti določene veščine in tehnike, da se lahko sem temu posvečam. Če vam povem en moj tak življenjski primer, zelo hecno se vam bo zdelo. 21 let sem bila stara, rabim izpit za avto, se vpišem v avtošolo, me vpraša inštruktor avtošole, prej sem naredila vse tiste teste, je bila na vrsti vožnja, me vpraša, a ti že znaš kaj voziti avto? Jaz, ne. Ja, ma ti si že kdaj, sigurno si kdaj peljala avto? Ne, nisem, nikoli. Ma, nič ti nisi, ne veš, nič ne vem, glej. Sem nekaj, vem sem, da je tam volan, da je tlele sklopka in da je tle neke ročica za prestave, ampak ne vem, kako se to uporablja. Nisem nikoli jaz peljala avto, z mano boš imel same probleme. Trda sem ko oreh, tehnično nenadarjena.
Je rekel, super, take imam naraj. Ko? Ja, rekel, jaz imam take naraj. Kako imaš take naraj? Rekel, ker nič ne znajo. Kako? Ček malo. In potem mi razloži, da k njemu pridejo, ponavadi so bili to fantje, ki že znajo voziti avto. In da ima on take probleme z njimi, ki jih more odnavaditi. Če te nekdo po domače nekaj nauči, na hitro nekaj nauči, tako kot da te po domače eden naučil avto voziti, ti se tako naučiš. Ampak verjemi, da se vsega tega odnavadiš, odvadiš, je precej trtoreh. Tako da, če te nekdo počasi, postopoma, kvalitetno nauči, pa da nič ne znaš, boš super obvladal stvar, boljše, kakor da znaš 100 stvari, pa da te je eden popoldanc na enem vikend tečaju nekaj naučil. Spomnite se na mojega inštruktorja avtošole, res sem se iz nule naučila od profesionalca in mislim, da mi gre kar dobro zdaj s tole vožnjo. Komu, evo, tako da boste malo se smejali, kaj mislite, kaj pomeni tole? Česa ne moramo brati v akaških zapisih? Ja? In kaj še nas ne moramo tam prebrati? Kako? Ja? Drugih? Zakaj bi pa bilo, če bi? Vojna, a ne? Se bi manipulirali z mislimi. Se pravi, ne moram brati nekomu, ki mi ne dovoli. To je prva stvar. Se pravi, jaz lahko berem vam, pa njemu, pod pogojem, da mi dovolite. Ne more pa presti k meni moški, ali pa ženska, recimo kdorkoli, in mi reče, kaj ti dobro plačam, ti sem poglej v akaške zapise, kaj se dogaja z mojim partnerjem, a ima drugo, a me vara. Ne moram. A se zastopva? Ker če bi jaz to lahko, bi bila to že manipulacija. Jaz rabim soglasje obeh. In tudi če nista oba pri meni, se pravi, dajmo reči, ponavadi je moški tisti, ki naroči ženi, če greš ti k njej, daj naroči, ne pogleda še malo, kako bo kaj z mojim napredovanjem ali pa z mojim šihtom, ali pa če sem jaz na pravi poti, to, kar počnem zdaj za te službene zadeve in projekte. On je to ženi naročil, pride ženska do mene, reče, ok, zdaj, ki si meni pogledala, ker me zanima še za mojega moža. In kaj jaz naredim, a to lahko pogledam ali ne? Ja, itak, se je dovolil. On je njej dal ustno soglasje. Ne rabi meni prinesti, ko je on njej naročil, ona je mene to vprašala in jaz to lahko pol pogledam, ker on je njo prosil, ženo je prosil, moški ponavadi rečejo, kar da ti, če greš v štacuno, kup še meni to, ne da hode vsak zase. Ok, kaj pa od mami za otroke, lahko pogledam ali ne? Kaj mislite? Bravo, ja? Do kere starosti? 18 let. Kaj pa če so otroci pri, veste, kako so otroci, pri 25 še vedno živijo mama hotel, pa hodi v šolo, pa tako, večni študenti, kako se temu reče. A tako mu lahko gledam, če mi mama naroči. Ja, lahko. Seveda. Tudi če ima 25 let, pa če je odvisen od mame, da živi v mama hotel situaciji, se pravi, mama mu kuha, mama mu lika, mama mu plača najemnino za stanovanje, on tudi če je polnoleten, že dolgo časa, on je še vedno odvisen od mame in nič se ne spremeni, ko imaš 18. rojstni dan. Tudi moj sin je dopolnil 18 let in dejansko se ni nič spremenilo. Čeprav je dobil volilno pravico, no. Sem rekel, zdaj pa 5 hitro voliti. To je tvoja pravica, dolžnost, ko češ. V bistvu še zmeraj je živel mama hotel, ne. Dokler živi pri tebi
In isto je z otroki s posebnimi potrebami, oni bojo večno otroci, zmerom bojo starši skrbeli za njih in vedno lahko gledam. Če starši dajo soglasje, da lahko gledam za njihove otroke, če so to invalidi, ki so odvisni od nekoga, tisti, ki skrbi za njih, se pravi, če mu skuha, mu bo tudi to iz srca. Za tiste lahko gledam, se pravi, pridejo starši ali pa nadomestni starši, če so posvojeni otroci, dokler so odvisni od njih in tudi, če so starejši od 18 let. In isto vi. Potem ne morem pa zaradi manipulacije, zaradi radovednosti gledati. Se pravi, če si radoveden, kaj se dogaja v eni državi, kaj se bo, ali pa da se gre tle, to ne moreš. Radovednost ni. Se pravi, kaj tvoj bivši počne, ali se bo poročil, ali se ne bo, ali se ima dobro s tisto drugo, ali se nima, ne moreš. Ko je bivši partner, nimaš nič več z njim. In tudi me ne moreš vprašati. Ne morem nič v zvezi z njim. Tudi ti, če se boš tega naučil ali pa naučila, delamo nadaljavo, imamo online tečaj, se pravi, imate priložnost, da stopite z mano v kontakt, da se tega naučite. Kaj so to blokade do resnice? Se pravi, ti imaš resnico in imaš blokado, da ne prideš do resnice. To je en tak zelo zanimiv fenomen. Se pravi, če skozi akaške zapise ne pridem do resnice, jaz, ker imaš ti blokado, določene blokade, ti lahko povem, kako jih odstraniš, jih moraš sam odstraniti, lahko jih začasno odstraniš, pa si jih spet ustvariš. Če ti tega ne morem narediti, ti ne more bioenergetik pozdraviti tvojega telesa, ti ne more vedeževalc pogledati v tvojo, ne vem, karkoli, že imaš prihodnost ali karkoli, ti ne more nihče, zato ker si ti ustvaril blokado do resnice. Teh blokad do resnice je več. Ene so bolj trajne, bolj trpežne, druge so bolj blage. Najbolj običajna blokada do resnice je školjka ali lupina. Efekt školjke ali pa lupine, to so dve besede za ist pomen, okrog energijskega telesa, ki je lahko za namen prevare ali za namen obrambe. Duša si je nadela energijski oklep in dejansko tak človek zelo trpi. On se počuti tako karikirano, kakor en srednjeveški vitez, poln nekega kovinskega na sebi že oklepa. Mogoče se res počuti, da je varovan, da ga ne morajo prizadeti, užaliti ali pa karkoli, ampak predstavljajte si, da imate nasepen oklep. Kakšno je življenje s tem? A je naporno, ne? Itak. Se pravi, to je efekt školjke ali lupine, takemu človeku ne moraš pogledati nič in nihče. Če mu jaz ne morem, mu tudi drugi ne morajo. Niti zdravljenje ne deluje. To školjko se da odstraniti, človek dobi prošnje, da to odstranjuje. Potem, se pravi, včasih se zgodi tudi navada železna srajca, da si spet nazaj to prekliče. Pa tudi če noče, tudi kako eden, ki se odvadi od alkohola, pa ve, da ni v redu, pa ve, da boš biti brez alkohola, ampak ga bo lahko hitro zamikalo, da spet pade v to stanje ali pa kaj drugega. Druga blokada do resnice je svetlobna fasada. A ste kdaj v življenju srečali človeka, recimo, ki se vam je zdelo, da je toliko zlat, da je toliko pocukran, da je toliko nekaj nebeškega na njemu, da je to toliko, pa ste pa ugotovili, da mogoče le ni ta toliko zlati, ko je svetu navzven. A se vam je kdaj tako zgodilo? Se je zgodilo, okej. Temu rečemo efekt svetlobne fasade.
ta svetlobni, so ljudje, ki si znajo nadeti svetlobno fasado, dobesedno zgleda kot Marija Devica, nedolžen, zgleda, mogoče ga prepoznaš, da je le malo preveč pocukran, če si zelo pozoren, ampak to je težko, še mene so tlele, še jaz sem padla noter pa nasedla, ne? Ja, nasedeš. Verjameš, da je dober človek, ki se ti smile, ki je prijazen, ki te prosi, če mu lahko pomagaš, ki te obljubi, da te bo pol, ko bo on to rešil, vse živo, ne vem kaj, in znajo. Joj, to je efekt svetlobne fasade, svetlobna fasada je zelo huda stvar in je z namenom prevare. Zelo veliko duhovnih mojstrov ima to svetlobno fasado. V bistvu je noter zloben človek, na zunaj se kaže kot svetnik. Čez brez srca je in čez brez sočutja. To je efekt svetlobne fasade, takmu človeku ne morem gledati v kaške zapise, ker je preveč zlagan. Niti ne morem mu pomagati. Potem je še več teh efektov, ampak tega dva sta najhujša. Kakšne težave ima lahko človek? Recimo, ko mu je lahko še preprečen čisti dostop. Se pravi, mi hočemo čisti dostop, razumete, vi hočete imeti cesto od točke A do točke B, da gre gladko, ne da so same prepreke in sam čakaš. Tukaj so iluzije. Kaj je iluzija? Illusions. Nekaj. Ja, ok. Samo, veste, kolikokrat smo padli že pod vpliv iluzije? A je kdo falil poklic? Se pravi, se upišeš v eno šolo, se ti zdi, da boš tis poklic super živel, super delal, pa na koncu, ne, grozen. A je kdo falil poklic? Ali pa fališ partnerja. Mislim, se ti zdi super, najboljš na svetu, tega bi imela do konca svojih dni, na koncu pa, moj bog, ne, dej. To pa ne gre. Gotoviš pol čez 5, 10, 15, 20 let, da to ni to in da ne veš, kje si bil takrat, ko si razmišljal, da je to najboljši človek na tem planetu. Ja, a imate kakšno prijateljico ali pa prijatelja, ki vam razlaga, no, kako je njen bivši največji, najslabši človek na tem planetu? Ok, se pravi, zdaj iluzija je, pazite se, iluzija je zelo pogosta stvar. Ni nujno, da se glih narobe partnerja zbereš za življenje ali pa narobe poklic, iluzije polno. Vsako zelo močno prepričanje, zdaj vam pravim, kaj je definicija iluzije. Zelo močno prepričanje je že iluzija. Zdaj vam bom jaz nekaj rekla, vi boste pa pol nadaljevali ta stavek. Bolje vrabec v roki kot... Ok, kaj pomeni to? Da sem jaz enkrat imela eno službo in če bi jaz to verjela, to je iluzija. To je iluzija. Jaz sem dobesedno mogla to zradirati, to iluzijo, ki so mi jo vsilili. Zato, ker če ne bi še vedno delala službo, ker sicer nisem se imela slabo, ampak ni bilo tisto, kar bi jaz želela. Ni mi bilo hudega, ampak daleč stran od tega, da bi bilo tisto, kar bi si jaz res želela. Če bi se držala tega vrabca v roki. Jaz sem šla loviti goloba na strehi. Jaz sem tlele, ker sem ulovila goloba na strehi, ali pa sam pa šel do mene, ne vem. Se pravi, meni je v čast, da sem v Cankarjevem domu, v Ljubljani, v Kosovelovi dvorani. Meni je to sem mogla iti goloba loviti, da sem danes tle. Verjemite mi, da z vrabcem v roki ne pa šla do tle. Je prav? Se pravi, a zastopite, koliko so vam pravi možgane z vsemi iluzijami? Kdorkoli vam govori, ali pa recimo ena taka, zelo takih novodobnih je tudi recimo vse za neki dober. Kako je vse za neki dober? Če se zaredim za 10 kilov, a se vam res zdi, da je to za neki dober? Ne vem, za kaj je dober to. Ni. Se pravi, vsakomu, a se zastopva,
imam prijateljico, po poklicu, da si jo boste lahko predstavljali, je kozmetičarka, taka zelo lepa dama, elegantna, vedno urejena, perfektno naličena, itak kozmetičarka. In hodiva po ulici, so se odločili, greva nekam na pico, kar naenkrat jo zagledam, veste kaj je počela? Gledam, ko počne, se mi ni zdelo možno. Sem, kako je? Se mi zdelo, da pluva. Ampak res je pluvala. Ja, reka, veš kaj? A si videla? Ne, kaj je bilo? Ja, poglej tam, tam je šla, kje je tam, kaj je bilo? Črna mačka nam je prekrižala pot. Kaj pa? Ja, moš plut, če vikaj čez rame, da se ti ne zgodi neka nesreča. Lepo vas prosim, brez vraževerja, a se zastopva. Ta svet je padel, sej, enkrat so ljudje bili ful verni, moja babica, generacija njihove. Pa so bili starši manj verni, in pa so prišli tiste otroci gor, ko so začeli biti tudi zelo verni in zdaj takole, in celo praznoverje. Se pravi, ne verjeti nobenim slepilom, vse premisli, ne pljuvaj, nima veze mačka. Se pravi, vraž je ogromno. To so prepričanja, ki te omejujejo. Imamo prepričanje, imamo vzorci. Če se vzorci, eni določeni vedenjski vzorci, konstantno ponavljajo, postanejo to že programi. Ljudje imajo zelo sprogramiran Ne dovolite, da vam kdorkoli programira Vedno presodite sami. Če vas jaz vprašam, zdajle, kaj bi vi rekli? Se pravi, naključja obstajajo ali naključja ne obstajajo? Kdo misli, da naključja obstajajo? Roko gor. Naključja obstajajo. Eden? Še kdo? Ok. Kdo da roko v zrak? Naključ in se strinja s tem, naključja ne obstajajo, vse je z nekim višjim namenom. Kdo da zdaj roko v zrak? Aha, malo več vas je. Kdo ni nikoli dal roke v zrak? Ja, eni ste pa modri. Ok. Lejte, vse je res. Tisti, ki niste nikoli glasovali, se pravi, ne moreš vedeti. Ful moraš globoko misliti. Ampak kaj vam jaz hočem tlele povedati? Ne verjemi nobenemu, niti meni. Ne verjemi tistim, ki ti pravijo, naključja obstajajo. Ja, po moje, če gre črna mačka slučajno te, ne vem, verjetno je to lik naključja, ne vem, zakaj je glik tisti moment zbrala tisto potke. Saj kolikrat jaz kaj naredim, ne vem, mi pade kozarc na tla, ima z tega nadelan cele drame. Razbiješ kozarc, je šlo 2 evra stroškov, ne vem, koliko je stal tisti kozarc. Ampak to ni nobena globlja resnica v tem, pa se zastopimo. Se pravi, če vam kdo pravi, naključja ne obstajajo, vse z nekim višjim namenom, ma ne iskati višji namen, če ti pade kozarc na tla, pa če ti črna mačka prekriža pot, a se zastopimo. Ful mislite svojo glavo in ful neverjetno nobenemu. Ker boste prišli pod prepričanje, napačna prepričanja ustvarjajo iluzije in ego. Zdajle imamo tlele ego. Ego je ful omejujoč. Jaz bom zašpecala mojo skupino, prejšnjo poletno skupino, ne zdaj tole imam pridne, poletno skupino online tečajnikov, a veste, kakšni so bili, se upam, da me ne bojo kregali. Se ne veste, kjeri so bili po imenu, ampak bom zašpecala. Samo ego na delu. Nimam časa narediti to nalogo, ker zdaj imam dopust. Ja, ne, zdaj sem šel nekam na potovanje, zdaj ne morem. Ja, ne, zdaj imam pa službo, ker delam nadure, ker grem pole, koristim več dopusta. Mislim, ego kaj je značilno za ego? Ego verjame, da je več vreden od drugih, a ego tudi misli, da je manj vreden od drugih. Se pravi, ti imaš dve plati egota. Ali misliš, da si boljši od drugih, ali pa misliš, da si slabši od drugih. Bodimo resnični. Sigurno je tisti, ki je tlele avtomehanik, 300-krat boljši avtomehanik, ko sem jaz, ker še gume ne upam
zamenjati pri mojem avtu. Mislim, da v teoriji vem približno, kako naj bi to šlo, ampak pač ne verjamem, da bi mi to meni, sigurno bi se najbolj kdo, ki bi bil kakšen kavaljer, kaj pa. V glavnem, če kdo misli v smislu, da ponižuje druge, to je problem z egotom. Če kdo dovoli, da ga drugi podcenjujejo, ima ful probleme z egom. Se pravi, tak človek, s takim človekom je ful težko delati, koliko ga pelješ skozi kakšne zapise. In ena in druga plat medalje. Ego, probleme z egotom so tudi, ker ego se boji novosti. Ego se boji vsega, kar je novo. Ne vem, jaz sem dosti časa rabila, ne vem, kako bi razložila, da bi stala v javnosti pred drugimi, no. Mislim, kakorkoli, ego se boji novosti in tudi včasih ne uboga, čeprav bi bilo dobro za njega, da bi nekaj ubogal. Karma. Kaj je karma? A se spomnite šole Newtonov zakon? Newtonov zakon, veste, vrvica, na koncu vrvice je žogica, so spustili žogico, recimo učitelj fizike, in gugalnica, ja, zanihala v drugo stran, a ni to Newtonov zakon? A se spomnite? Eno telo deluje na drugo, tudi drugo deluje na prvo zunanjo silo. Ko bravo, ta še zna na pamet, jaz se že ne. V mojem kontekstu je tole najboljša primerjava za karmo. In da ne boste verjeli, vsi teli modrici, kot Newton in vsi teli veliki ljudje, vsi, da ne govorim Nikola Tesla, Da Vinci, vsi so bili ekstremno dobro povezani z akaškimi zapisi. In oni so od tam dobivali informacije. In Newtonov zakon je po domače karma. Se pravi, če eno telo deluje na drugo, se pravi, če mene je eden osrečil, se bom jaz ful potrudil, da on še je snega. Se pravi, tisti, ki mi dajo, ki je zelo da, jaz se ful potrudim, da jih ne pozabim, če se zastopimo, da jim vrnem. Kaj pa, če te kdo žali? Kaj pa pol narediš? Čakaš, da boš užalil nazaj, ja? Se pravi, in kar seješ, to žanješ. Mi v kontekstu, v tečaju Ključ do duše, ne v tečaju, ki razlaga tole, o karmi, imamo dve vrste karme. Se pravi, če je karma samo delovanje, se pravi Newtonov zakon po domače, mi proučujemo problematične dele karme. Lej, ni problema, ti imaš vrt, če ti tam rase solata, kumare, peteršilj, ti s tem nimaš problemov. Problem imaš pa s čim? Če ti na vrtu rase kaj? Plevel, bravo! Pa škodljivci, ker ne veš, kako se reši tistih polžev, ki so prišli od ne vem, kje tistih rdečih. Pa neke druge. Se pravi, ti nimaš problem, tebe ne moti, če imaš malo preveč paradižnikov, pa malo preveč jabke. Ne panike. Se pravi, nobenega ne moti, če ima preveč denarja. Pravi, dviška glava ne boli. Te pa moti, če imaš premalo. Ali pa če imaš nekaj slabega preveč. In v kontekstu karme razrešujemo dva karmična zapleta. Se pravi, mi se tlele ukvarjamo z neupravičeno karmo in upravičeno karmo. Ja, Bog mu pomagi, ne smemo biti žleht ljudje. Se pravi, kdo je žleht? Glejte, tudi v Indiji so žleht, pa dole oni imajo, to je njihov termin karma, beseda. In celo jih je vsaj baba okregal. Je rekel, če, recimo, vidiš, ne vem, človeka, recimo, dobro, je rekel, da ne dajemo denar klošenim, ki pole oni grejo alkohol se kupiti in to, da boljše, da mu pa kar prineseš hrano z trgovine. Sam jaz ponavad nimam nič hrane, zato če vidim, kje koga mu dan kak evro ali pa dva, ker imam ponavad presepka, zmerno se mi mudi, ka zagledam koga, ka prosi. Se pravi, tisti, v kontekstu karme, če ignoriraš nekoga, ki mu je hudo, ali pa mož ženo, ali pa žena moža, ali pa otroke,
si tudi slabo naredil. Ti si tisti, ki ima boljše, ki nekaj zna, ki nekaj zmore, in mu ni nič težko, je na enem nivoju dolžen pomagati tistim. Malenkost. To pomeni nesti torbico, prinesti sosedi, ki istočasno greš v trgovino zase, neseš še starejši sosedi. Daš tisti bogi evro nekomu tam, ki se ti tebi ne bo nikjer poznalo. Rečeš lepo besedo nekomu ali pa pridržiš vrata nekomu. Se pravi, ne moreš ignorirati nekomu, ki ga je hudo, ker s tem si delaš sam karmo. Obstajajo, če delaš hudo drugim, se bo tebi enkrat hudo zgodilo. Še najhuje, če delaš množici hudo, ker pa se bo množica nate uprla. Ne? To so direktori in ljudje, ki imajo vpliv na množice, politike in tako naprej. Zdaj pa, to je upravičena karma. Če delaš ti hudo, se ti bo enkrat hudo zgodilo tebi, ne zato, da bi bil kaznovan, ampak zato, da se boš soočil s tem, kakšen bi mogel biti in kako je, da točno veš, kako je. Zdaj pa neupravičena karma. Se pravi, to je nepoštena karma. So ljudje, ki se jim dogajajo krivice in ki si jih niso. No, tako bom rekla, neupravičena karma pomeni, da se nekdo krivi sebe za nekaj, kar je naredil ali pa ne, in tudi če je v resnici naredil, to nima več, in to šlo že zdavnaj mimo. Primer, Ivan Cankar, skodelica kave. A poznate to zgodbo? Svoji mami je rekel, da ne bo kave in bajede je s tem ful prizadev. In on ni mogel odpustiti sebi. A se zastopimo? Zato, da je celo črtico posvetil temu, njemu je moglo to zelo boleti pri duši, da je rekel ne, zavrnil ali karkoli. Verjetno je bila še kakšna huj drama, vmes pa ni povedal vsega po resnici. Ampak, da se človek celo življenje maltretira zaradi tega, ki je nekaj naredil, nekoga prizadev, ker tisti drugi mu je že odpustil, Cankarjev mama že takoj odpustila, verjetno je bila taka kot moja, kot tudi se me užalila, pa me ni toliko zelo zamerila in tudi jaz odpuščam otrokom in tako naprej, ker te užalijo. Se pravi, če se človek sam sebe maltretira zaradi stvari, ki jih je naredil, narobe, pa je šlo že zdavnaj mimo, trpi neupravičeno karmo in tu treba tudi sanirati, pozdraviti. In ja, tukaj imamo, pravim, da oktober bo dober. In kaj imam za vas v tem mesecu? Tlele je nova revija, ki je tukaj na stojnici za 5 evrov. Tlele pišem vse te najboljše televizijske oddaje, intervjuje, najbolj take, vse sem zbrala te članke o duši in jo lahko dobite za 5 evrov, naročite na splet ali pa prevzamete tlele. To je tale ponudba samo ta mesec. Druga stvar, ki je v kontekstu knjige Zmenek z usodo. To sem napisala pred 16 leti. In ker prihaja že nova knjiga, rabim doma več prostora. Moram sprazniti te knjige in zato je na prodaj za 12 evrov. Zraven dobite še spodbudo, to naročite tudi, dobite še glavno karmično nalogo v tem življenju, v tej inkarnaciji. Toliko na pol strani piše čistega osebno posvetilo tistemu, ki kupi. Če knjigo kdo že ima, večinoma jo že imajo, lahko naroči še eno za svojo prijateljico, sina, mamo, tata, sosedo, sestro in si tudi zbere, za koga bo darilo, na katero ime dam to darilo. Potem naslednja stvar, ki jo vidimo tlele, to sem s temi, to sem jaz z očalmi, kar bom očala za nablizu, imamo tečaj refleksno-conske v bistvu terapije, stopala, dlani in obraz, 5.10., tako da tole kar pišite na mail. To je v tem mesecu, mogoče bojo ponovitve še malo kasneje. In seveda, sporočilo tvoje duše.
na naši spletni strani. Tole si lahko kar zdajle vzamete ven mobitel. Vi imate dovoljenje moje, da zdajle vzamete mobitel v roke in si lepo vtipkate, poiščite, da imate povezavo. Se pravi, da imate povezavo. Evo. Dobite povezavo. Napišete v iskalnik 3x2 vizije-uspeha.com. In potem se vam odpre na desni strani eno tako okence, kjer naročite brezplačno e-revijo Vizionar. Tam vtipkate samo ime in svoj e-mail, tako da boste lahko prejeli moje darilo. Se pravi, da ste registrirani na naši spletni strani za prejemanje e-revije Vizionar. In seveda bi vam jaz rada dala kot trajno darilo. Še prej vas pa moram nekaj vprašati. V MP3 obliki, CD, se pravi, ampak je v MP3 obliki, meditacijo z invokacijo dostopa do akaških zapisov. Ker to vam moram povedati, ne pomaga vam knjige brati, ker knjiga vam ne bo dala invokacije. Vi morate biti invocirani, da vstopite v ta svet akaških zapisov. Sicer sem rekla, da tudi to znajo že stari ljudje spontano in otroci, ampak ta invokacija ti bo pomagala, da vstopaš v tisti svet in da tudi izstopiš ven iz tega sveta, da ne hodiš cele dneve, ko malo pijan in utrgan okrog. Tako, to dobite, če ste bili zadovoljni z mojim predavanjem. Ok? Je bilo v redu? Ok. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala vam za tole. Čast mi je bilo, da sem bila z vami.